Danes smo obiskali Martino, ki je doma v bližini Slivnice pri Mariboru. In tukaj, Martina, vidimo čudovite paradižnike, vidim pa, da so lonci dokaj veliki. Lahko mogoče svetuješ našim vrtičkarjem, kako velike lonce naj izberejo? Tako, paradižnik ima rad izredno velike lonce, zato ker ima tudi zelo velike korenine. Večji ko so lonci, rajši so v njih. Se pravi, kakšen volumen je teh loncev? 70-litrski lonci so to. V njih sta nasajena dva paradižnika. V tem, ki ga zdaj trenutno gledaš mešan posevek, ki še je dejansko ostal od pomladi. Noter se nahaja še pot. Tega bomo kmalu pobrali. Tako. Paradižnik pa je potem za naše zobanje poletnem času. Tukaj imamo kar nekaj paradižnikov, verjetno so različne sorte. Ja, v vsakem lotu sta dejansko nasajena po dva različna paradižnika. V rokah imaš en zanimiv zvezek. Jaz vas bom, oziroma te bom kartikal, ker se poznava tudi. Predvsem pa mi je ta zvezek zanimiv zato, ker vidim, da imaš vse dokumentirano. Kaj se dogaja? Se pravi, ti paradižniki so se sejali kdaj? Ti paradižniki so se sejali sredi marca. Sredi marca, takrat je dan že daljši. Tukaj pa vidim, da je kar nekaj zanimivih sličic semen, vse je popisano. In na katero semensko hišo pa ti pristajaš, oziroma kje ti kupuješ semena? Zelo rada zadnjih 4-5 let kupujem pri Bobisik. Se pravi, če pogledamo tukaj, to je, se pravi, pišen že na same semena, ne? Tako. Od kje prihaja to seme? Iz Nemčije. Iz Nemčije, vse je v semenski banki Evrope, to pomeni, lahko se vse je pred nas, vse ima dejansko evropski certifikat oziroma potni list, bom tako rekla, to marsikoga skrbi, ne? Tako da ja, vse je tako, kot treba biti. Se pravi, če gledamo seme, predvsem korenček, v Sloveniji praviš, da imaš slabe izkušnje s kalitvijo korenčka, tvoje seme korenčka in peteršilja pa dobro kali. Točno. Bom rekla, 3 leta nazaj sem se odločila, vsako leto dejansko naredim en poizkus sortne semen, kakršnekoli plodovke ali vrtnine, ker želim za moje območje, kjer jaz živim, najti optimalne sorte. To pomeni, da je manj občutljiva na vlago. Ja, jaz imam ogromno vlage, eni je nima. To pomeni posledično tudi na bolezni. Kako ocenjuješ to leto, predvsem za plesen, ki ponovadi iz krompirja pride na paradižnik? Imamo vlažno leto, kako je pa tukaj pri tebi? Bom tako rekla, leto primerno, to pomeni katastrofalno. Kaj se tiče plesni, sem prej tudi že ugotovila, se je že začela pojavljati tudi na samem paradižniku. To bo letošnja borba, po mojem, zelo dolga. Tukaj je nekaj nadstreška sicer, drugače pa že prej so se pogovarjala vsaj 3 dni zaporeda z žajbljevim čajem, lahko je soda bikarbona, lahko so pripravki iz armana, kamilic, tukaj govorimo o čajih predvsem, in čim večkrat čez rastlino. Jaz pa bi tudi prezračil, odprl, spodne liste porezal, tako da higiena na rastlini pač mora biti, potem pa lahko upamo, predvsem glede na to, kakšno bo vreme. Trenutno pa je še zmeraj deževno. Koliko deževnih dni si naštela v maju in juniju? V maju samem 21 dni. Zdaj v juniju pa mislim, da je bil samo en dan trenutno, ko ni bilo dežja. Torej idealne razmere za plesni. Tvoj vrt pa je letos prizadela tudi katastrofalna toča. Tako da kar sočustvujem s tabo. Predvsem sem videl, sklestilo je krompir, na sadju se bo spoznalo to še 2-3 leta za naprej. Tudi kivi je povsem sklestilo. Na srečo pa je pridelek paradižnika, bučk in plodov pokrit, se pravi zgoraj na strešek. Jaz pa bi predlagal, da se sprehodiva predvsem do tega dela in spregovoriva nekaj tudi glede namakanja, kajti si ekspert za namakalne sisteme in lahko poveš našim vrtičkarjem, kako to naj naredijo po domače. Ja, seveda, ni problem. Pa kar greva. Ajde. Martina, nahajava se med paradižnikom
Kot vidim, paradižnik lepo napreduje. Ja. Tukaj me seveda najbolj zanima namakalni sistem. Namakalni sistem pri tebi, kot vidim, praktično objema rastline. Z kar nekaj let izkušnji, ki jih imam namakalne sisteme, sem dejansko ugotovila optimalni način zalivanja na splošno vrtnin. Plodovke so ena izmed tistih redkih zadev, ki potrebujejo zelo dosti vode. To sam veš, da ga moraš dosti zalivati. Tako. In pri teh namakalnih sistemih, tako si rekel, dobesedno objameš. Idealno je, da so recimo to je kapalnik, ne, da je kapalnik križoma, oziroma kako bi rekla, na trikotnik, ne, da bi, tako bi moralo dejansko biti, da dejansko ti res optimalno pokriješ vso zemljo pri paradižniku. Kdaj pa paradižnik rabi največ vode? Zdaj na začetku rasti ali potem kasneje, ko tvori plodove? Ko tvori plodove, ne? Ja, ker nekateri, ne bomo imela plodov. Nekateri pretirano zalivajo in potem se kaj lahko zgodi? Ja, tako smo rekla, najljubše plesen. Plesen pa še korenine lahko zgnijo. Tako, točno. Takrat je pa sploh velik problem. Ja. No, tukaj imamo pa še eno rastlino v ospredju, ki je zelo zanimiva in jo zelo verjetno vrtičkarji ne poznajo. Zelo verjetno, res ne. Zelo redki, ki to sadimo. To je tomatilo. Ja. Ali mehiški paradižnik. Povej, na kakšen način ga gojiš? Dejansko ga isto gojiš kot paradižnik. Okus samega ploda je zelo podoben paradižniku, malenkost mogoče kislejši od paradižnika, ampak to dejansko za to, kaj ga uporabljaš, niti ne toliko moti. Podobno kot andska jagoda raste v teh, bom rekel, lampiončkih, ampak ti lampiončki se odprejo, ne? Ko plod zraste, dejansko je to še večji od tega, ne? Plodovi so tam, bom rekla, od teniske žogce. Tako 3 cm do nekje 5 cm veliki, če imaš srečo, recimo rumena sorta zelo velike dela, podolgovati je zelo mislim, kar dolg, ne? Tako da plodovi so zelo zanimivi. Zakaj jih uporabljaš? Za salse. Za salse, se pravi ljubiteljica mehiške hrane. Lahko rečemo temu, ampak nisem ljubiteljica pa hude hrane. Pri nas res se zelo izogibamo vsem hudim feferonom, kar vsi radi imajo, mislim, da tudi ti. Ja. Pri nas pa tega žal ni. Jaz čile uporabljam predvsem takrat, ko se hočem znebiti škodljivcev. In jih škropim. Čili namakam čez noč in potem škropim po listih rastlin, zato da mi gosence vsaj po letnem času ne pojejo, predvsem zelja, ki ga sadim za jesen in druga zadeva, in to sem videl, da je učinkovito in sem tudi preprečil požrtijo. Predlagam pa, da greva še v sadovnjak, kajti ti si strastna sadjarka in še tam pokomentirava, kaj se je zgodilo letos in kaj raste nasploh v tvojem vrtu. Seveda, lahko. Martina, pri vas doma ti režeš češnje? Ja, v redu. Vse drevje režem jaz. Če pogledamo to češnjo, na kakšen način je gojena? Kotlasta. Se pravi kotlasta, gojitvena oblika. Od kdaj pa do kdaj pa zorijo pri vas češnje? Od srede maja pa tam do, če bi bilo tako ti treba, do konc 6. meseca. Se pravi, to leto vam toča češenj ni pobrala, ste jih uspeli nabrati? Vsaj 2/3 smo uspeli. Tiste 2 pozni, ki sta žal šle. Podlegle, ne? Ja. Verjetno se bo na sadju to poznalo še kakšno leto ali dve, efekt močne toče. Zanima pa me, kaj še gojite od sadnega dreva v vašem sadovnjaku? Je kar pestro. Dejansko 4 različne sorte hrušk, potem jablane, breskve, tudi od goričnih do navadnih, do kalank, do karkoli. Kakšna posebnost sadna, ki raste v vrtu? Zdaj, koliko je to posebnost, ne vem. Simina recimo je ena od takih redkih zadev, kaki je to pri nas kar redko, pa čeprav se že kar širi. Sibirske borovnice, že tudi mislim, da so kar pogoste. Opazil pa sem ameriške borovnice. Ja. Ameriške borovnice so stare koliko let? Ameriške borovnice so stare tam, mislim, da že skoraj 26 let.
Tisti starejši grmi, mlajši pa so tam, ko sem jaz, pa nekje okoli 10 do 12 let. Verjetno treba ameriške borovnice tudi rezati, da vzdržujemo mlad grm, kar ti edino takšen je roden. Ja. In, če pogledamo ameriške borovnice, praktično so velike kot jaz, skoraj 2 metra in več. Je treba tukaj kaj zalivati? Imam srečo, da ne potrebujem tukaj zalivanja. Prav zaradi te moje vode, ki je vse povsod, zato so tudi zelo lepe. Pa tudi ta lega, kjer so nasajene, je dejansko nasajeno za cipresami in popoldanskega sonca dejansko one ne vidijo. Rekel si posebnost, ki jo imam na vrtu, banane. Ja. Banane rastejo v tvojem vrtu. Verjetno ne rodijo, rastejo pa. Če bi pri meni mogle roditi, te bi bilo potrebno 18 mesecev toplih, to pa žal še v Sloveniji. Upam, da dolgo ne bomo imeli. Samo v rastlinjaku, verjetno, v kakšnem tropskem rastlinjaku bi lahko rasle banane, oziroma tudi rastejo v Sloveniji, na vrtovih pa samo zeleni del rastline. Na kakšen način pa banano vzdržuješ iz leta v leto? Predvsem v zimskem času. V zimskem času dejansko jeseni, ko je prva zmrzal, ko dejansko prvo listje vidim zmrženo, takrat mi naredimo, jaz pravim temu pokol. Dejansko nekje 20 do 25 nad korenistim vratom grejo stran, odrežemo in jih pokrijemo z stejlo. Že prej začnemo nasipavati listje zmes med njih. Koliko listja daste vmes nad korenine? Tam nekje 20 do 25 cm vse skupaj. Potem pa z lastnim listjem, ki ga ona ima, pokrijemo navzol. In koliko časa mora biti to pokrito, da potem v aprilu in maju banane že začnejo z rastjo? Vedno čakam nekje na tisto zadnjo zmrzaj pri nas. Tam okoli, tako smo ledeni možje, tako da tam počakam in potem začnemo odkrivati počasi. Se pravi, takrat, ko sadite balkonsko cvetje, takrat se tudi banane odkrivajo. V redu. Ja, to je bil vrt Martine. Martina, hvala. Vaš vrt nahrani verjetno celo družino. Z vami zelo rad sodeluje tudi mož Martin, ki ga trenutno ni tukaj. Skupaj pa sta res ustvarila čudovit vrt, ki pravzaprav je tudi ena prava zelena oaza. Res je.